Okay, let's do it. Dober dan. Dober dan v novo epizodo, v novo druženje. Kot sem rekel, če ste si pogledali moj prejšnji video, sem rekel, da si bomo vzel še bolj na easy, ker se mi ne da hiteti in itak tudi če hitim, ljudje ne poslušajo. Tako da z mojim hitenjem jaz ne bom nič prej rešil. Ker zgleda, da pač tako je, ne, tako je, sej ne moreš drugače, tako je, ko si dovolj buden, dovolj zrel, pripravljen za lekcije, prave lekcije pridejo k tebi in jih pač lahko sploh prepoznaš, ne, ker si pač pripravljen, ker si dovolj zrel na njih, za njih. Tako da jaz, da hitim, čeprav je stanje v svetu urgentno, ne naredim nič. Zato, ker ljudje itak ne poslušajo. Tako da nič, v glavnem danes sem hotel narediti video nekaj na temo, kaj pomeni biti zaveden Slovenc, zaveden Slovenec oziroma zaveden človek na splošno. Ker govorim slovensko, je nekako ciljeno na Slovence, ker sem Slovenc. Ampak ni vezano realno na Slovence, malo bo vezano na Slovence, ampak vezano je na človeka. Zato, ker tisti, ki so dovolj budni, ki ste in ste že ugotovili, da nema veze, kakšni identiteti pripadaš. Identitete so samo orodja, ne. Pač krivi so ljudje, odgovorni so ljudje. Tako da v glavnem, kaj pomeni biti Slovenec? Kaj pomeni biti zavedni Slovenc? Kaj pomeni biti zaveden človek? Dobrodošli v raziskovanje z mano, kaj to pomeni. Ker nisem o tem sploh še razmišljal. Nimam nič pripravljeno in boste pač zdaj ste povabljeni v moje vame, zato da z mano razčistite, kaj to pomeni. Da razčistimo enkrat za vselej, kaj to pomeni. Kaj pomeni biti zaveden? Kaj pomeni biti zaveden človek, zaveden Slovenec? Kaj pomeni biti zaveden? V družbi, v javnosti boste toliko ljudi slišali, ne, ki imajo ful svoja močna mnenja o tem, kaj se dogaja in verjamejo, da imajo svoj prav. Oziroma morda celo kolektivni prav. Da pač oni imajo prav in drugi imajo narobe, ne. To boš videl v bilo kateri stroki. Ali je duhovna, ali je zdravstvena, ali je politična, nema veze, kamor se boš obrnil, zmeraj boš imel ljudi, ki se ne bojo strinjali in vsak bo zagovarjal svoj prav. In če pogledaš, o čemu ljudje večinoma govorijo in ko govorijo o zavedanju, večinoma govorijo samo o informacijah. Ne, to je zanimivo, ker kregajo se samo ljudje, ki so napaljeni na informacije, na mentalni svet, samo te ljudje se kregajo. Ljudje, oziroma ne ljudje, ki se kregajo, ampak ljudje, ki si ne morejo nikoli prijeti skupaj. Torej, mi se moramo na tem svetu v nekih točkah zediniti, v pogledih se moramo zediniti, če hočemo sploh nekam prijeti, ne. Mi zdaj nismo zedinjeni. Mi kot človeštvo nismo zedinjeni in zato pač vsak pač vleče na svojo stran in se zato vrtimo v krogu, nikamor ne pridemo. In zato se pač z nami dela, kar se hoče. In pač mi se moramo zediniti, ne, mi se moramo zediniti v nekih stvareh, v nekih skupnih ciljih, v nekih skupnih vrednotah, če jih hočemo doseči,
In če je človek sploh naravno bitje, je kaj naravnega v tem svetu? Ali je vse družbeno izmišljeno? Je kaj naravnega? Ker če je kaj naravnega v tem svetu, potem je to nekaj, kar je skupno vsakemu človeku. In torej, če se zedinimo, potem se moramo zediniti vsaj znotraj teh naravnih vrednot. Ampak kako jih prepoznati, da so zares naravne, torej harmonične vrednote, ki so skupne vsem, če jih ne poosebljaš? Ne zato, ker sem je nekdo rekel, ker sem jaz rekel in se zdi siliš jih živeti. To integriteto, ki jo zdaj poznamo, ne? Ki vidite v javnosti, da nič ne pomeni ta integriteta. To sploh integriteta ni. To je ful šipka integriteta. Sem že govoril na temo integritete, poglejte si moje prejšnje videe. Kaj pomeni zares integriteta? Da beseda integriteta izhaja iz besede integracija. In integracija pomeni, da nekaj, kar ni bil del tebe, je zdaj ratal del tebe. Torej, integracija naše disociacije, integracija sprejemanje in življenje in izražanje delov sebe, v katerih smo bili v disociaciji od. In če narediš integracijo svojih senc, to pomeni, da so ti tako cool, te deli, ki so zdaj v senci, tako kot tisti, ki niso v senci. Torej, da rataš cel spektr človeka, imaš tisto pravo integriteto, ki izhaja iz energetskega stanja. In ne iz nekega delnega, mentalnega stanja, ki izhaja iz neke tvoje trenutne disociativnega energetskega stanja. Torej, integriteta, ki izhaja iz disociativnega energetskega stanja, kjer se gremo iz neke nezavednosti, torej, jaz delam to, kar govorim, to je trenutna integriteta, ki jo mi poznamo v tem svetu, to je taka neka mentalna integriteta, to je ful šipka integriteta in vidite, da se ruši, da v bistvu sploh ni integriteta. Prava integriteta je, kadar imaš ti integracijo, ne kadar živiš po nekih mentalnih zakonih, prepričanjih, ampak ko imaš ti integracijo, ko je tvoja integriteta nekaj, kar ni bazirana na informacijah, ampak na energetskem stanju, na nečem, kar si prislužil, na neki spremembi, ki si jo doživel in jo zdaj ohranjaš iz stanja spontanosti. Ne zato, ker živiš po nekih prepričanjih, ko je na papiga drugih ljudi. Torej, prava integriteta pomeni, kadar imaš integracijo, ker integriteta prihaja iz besede integracija. In integriteta sama po sebi je samo beseda, integracija pa pove, kaj ta beseda pomeni in kako nastane in kako se jo živi to integriteto. Torej, samo če imaš integracijo, si ti lahko človek v integriteti. In sem že razložil, da integracija pomeni, da se povežeš z vsemi deli sebe, tudi s tistimi, ki se torej zavedno bojiš in s tistimi, ki se sploh ne zavedaš, da se jih bojiš in jih sploh ne živiš. Torej, dokler nisi ti cel spektr človeka, dokler ne premoreš vsega, kar premore človek v svoji izkušnji, na svoj način, na svoj avtentičen način, spontano, v nekih malenkostih svojega življenja, dokler ti nisi sposoben torej tega celega spektra od najbolj mehkega do najbolj trdega človeka izraziti spontano, brez pikice upora, takrat, ne ko se moraš dokazovati, da si to, da si lahko tak, ampak takrat, kadar tvoja intuicija, tvoje srce trenutek veli, zahteva od tebe, da si tak, torej da si odgovoren. Torej, to je tukaj prijemo na odgovornost, nekaj pomeni prava odgovornost. Torej, pol veste, zakaj v tem svetu je takšno tako, kot je, ne? Zato, ker ni odgovornih ljudi, ker ni ljudi, ki imajo integracijo. Ker odgovornost, responsibility, pomeni an ability to respond. Torej, biti sposoben odgovorno odreagirati na situacijo. Kaj to pomeni? V skladu z svojo intuicijo. To je odgovornost. In tu je integracija. To pomeni integriteta. Torej, šele ko sem jaz vsak trenutek mojega življenja, ko moja življenjska izkušnja od mene
zahteva, da odreagiram na nek način, tisti, ki je tisti trenutek najmočnejši, najbolj prav in najbolj pristen in iskren, tisto, kar se sili, da bi se izrazilo. Naprimer, zame je bil naprimer ta video. Evo, da vam rečem iskreno, že 3 dni ga zapostavljam, ne? Ampak ker pač ni šel iz mene, naprimer. Cel cajt mi je, vsakič, ko sem se zbudil zjutraj in cel dan, že par dni, kaj pomeni biti zaveden Slovenec. Pač life me je sili, da naredim ta video. In to je samo eden primer, naprimer. Ampak to je vezano na vse v življenju. Na vse aspekte življenja. Na izražanje jeze, žalosti, seksualnosti, vsega. Torej, samo če ti slediš svoji intuiciji, svojemu srcu, tistemu, kar je prav, tistemu, kar je najmočneje, ljubezni, dobesedno, torej tistemu, k čemur te ljubezen sili in istočasno se zavedaj, da ljubezen te bo zmeraj silila oziroma spodbujala v nekaj, kar je zmeraj za skupno dobro. Nikoli ne bo nekaj egoističnega. Zakaj za skupno dobro? Ker ljubezen pomeni, da smo vsi zajeti, ne? Brezpogojna ljubezen pomeni, vsi smo zajeti. Jaz, moja želja, ta, ki je v meni najmočnejša, ampak istočasno je to želja, ki bo doprinos celemu svetu. To je intuicija. Intuicija te nikoli ne vodi v egoistične stvari. Intuicija te zmeraj vodi v skupno dobro. Jaz sem pomemben in vsi ostali so pomembni. Jaz sem unikat in vsi ostali so unikat. To je brezpogojna ljubezen, ne? In torej, kadar slediš temu v svojem življenju, kadar to udejaniš, kadar to živiš, ne samo da opazuješ to v sebi, to nič ne pomeni. Opazovanje tega v sebi je v resnici še zmeraj disociacija, biti neodgovoren. Torej, šele ko ti udejanjaš in živiš ta del sebe, svojega neustrašnega sebe, si odgovoren torej, ne? Si odgovoren in v glavnem avtomatsko prispevaš v skupno dobro. Nekaj, naprimer, tle se cel cajt se v javnosti se govori, naprimer, da imaš ene ljudi, ki nič ne delajo in po eni strani, da v boljšem svetu še nismo bili in ne vem kaj, ne, kapitalizem in to. In jaz bi samo rad nekaj povedal, ne bom preveč cajta zgubljal tle. Eni ljudje pravijo, da se boljše še nismo imeli in da imamo vsega polne riti, to govorijo tudi naši strokovnjaki in politiki. V zdravstvu in torej v politiki govorijo, da bolj polne riti še nismo imeli, da smo leni in razvajeni in torej, da smo mi pač sami problem in da nam v glavnem lepše še ni bilo, ne. In sem samo hotel povedati, mogoče ja, na materialnem nivoju imamo 1000 izbire, ne. Na materialnem nivoju imamo 1000 izbire, ampak a si lahko vsi privoščijo to? Živijo vsi materialno, da imajo preživetje preskrbljeno? Torej, kaj nam pomaga, naprimer, 1000 izbire? Kaj nam pomaga 1000 izbire, če ljudje še zmeraj pač niso svobodni, da bi si izbrali, kar lahko izberejo? Morajo še zmeraj v šuno najcenejšo štacuno, najcenejše stvari kupovati. Kaj nam pomaga te 1000 izbire, če si to privoščijo samo najbogatejši? Tisti običen sloj ljudi si pa tega ne more privoščiti. Kaj nam pomaga, da imamo materialni luksus, če si ljudje ga ne morejo privoščiti? Ljudje si ne morejo privoščiti svojega stanovanja, svojih hiš. Če si hočeš sam zgraditi hišo, kar tako v naravi, je prepovedano. Čeprav bi naredil mogoče, naprimer, neko samostojno, neodvisno, brez slabega vpliva iz naravnih materialov, je prepovedano. Moraš imeti must and cash, moraš imeti full casha, moraš imeti.
Kaj nam pomaga, naprimer, materialni luksus, če človek plačuje toliko najemnino, da gre komaj čez life, da gre komaj čez mesec? Kaj nam pomaga te stvari? Kaj nam pomaga? A je nam res, a se imamo res mi tako fajn, ali kaj? Tako kot ljudje radi prikazujejo, da imamo polne riti vsega in da je to problem, kao, ali kaj? Ljudje si ne morejo privoščiti stanovanj niti hiš. Prepovedano je, da bi si sami, naprimer, to zgradili. Moraš imeti cash, moraš dati čez full casha, več 100 jurjev in vse žive neke pravilnike in zakone in predpise zadovoljiti po poti, da prideš skozi. Kdo si to lahko privošči? Obični ljudje ne. Torej, mi živimo kao v nekem materialnem luksuzu, ampak kdo si ga privošči? Večina ne, večina ljudi si tega ne more privoščiti. In če si privošči, ponavadi životari, oziroma pač celo življenje posveti temu, samo da si zgradi neko materialno preživetje. Še zmeri se ukvarjamo s preživetjem, čeprav smo v letu 2026. Pač mi se še zmeri ukvarjamo s preživetjem. Preživetje nam ni še zmeri porihtano, ni zagotovljeno. Pač mi nismo svobodni. To sem hotel povedati. Nam ni tako fajn, kot ljudje radi pravijo. Mi nimamo pune riti vsega. Gledam kakšne te neke strokovnjake na zdravstvenem področju in v politiki, ki govorijo o trenutni družbi in vidim ful nestrpnosti, ful nepotrpljenja, nepotrpežljivosti. Vse bi radi neki naredili na silo, brez ljubezni, brez skrbi za ljudi, brez razumevanja, brez sprejemanja. Radi bi nas neki, to, kar so delali, to, kar se dogaja že tisočletja, dati v neko škatlo, neko prisilo. Na eni strani imaš liberalne ljudi, ki se hočejo iti to, ampak ne nudijo nobene zaščite pri tem. In na drugi strani imaš konzervativne ljudi, ko bi najraje naredili spet enoumje, tako kot je zmeraj bilo, da smo vsi isti, ko eni robotki. In to je to. In pač kdaj se bomo najdli na sredi? Kdaj se bomo najdli v harmoniji? Kdaj bomo začeli poosebljati te vrednote, ki so naravne in so nam vsem skupne? Zato, da se lahko torej končno pač zedinimo, poenotimo v naši naravnosti, v naši harmoniji. Torej, edini način, kako lahko to naredimo, je, da sprejmemo svojo disociacijo. Vso sranje v tem svetu se dogaja samo zaradi disociativnih ljudi. Torej, disociativni ljudje, ki so tako zelo nezavedni, torej tako šibki, da si podrejajo druge, dominirajo druge. In potem še tisti, ki se mogoče imajo za bolj zavedne, ampak še zmeraj preveč šibki, da se ne postavijo v bran tistim, ki so dominirani. In torej ta svet je samo ena družba šibkih ljudi. Oni šibki, ki delajo slabo, in oni šibki, ki ne preprečijo tega. In oni šibki, ki mislijo, da imamo pune riti vsega in da je to problem. Ko je v resnici problem to, da ljudje zaradi svoje neintegracije, svoje disociacije ostajajo nezavedni, globoko nezavedni in so zavedni samo tistih informacij, katerih so bili sprogramirani skozi ta indoktrinacijski šolski sistem.
in ta družbeni medijski sistem. Torej, mi smo na tem nivoju zavedanja v družbi. Torej, ljudje so globoko nezavedni tiste prave inteligence, utelešenja, naše naravnosti, tega so nezavedni. In zavedni so informacijskega sveta, torej samo informacij, mentalnih informacij. To, kar so te naučili v šoli in to, kar mediji prodajajo. In sem hotel, s tem sem začel video in sem hotel samo povedati, da biti zaveden informacij ne pomeni biti zaveden človek. Biti zaveden informacij ne pomeni biti zaveden človek. Ker to je odvisno od tega, komu si izpostavljen. K čemu te tvoja disociacija, tvoja nezavednost nagiba? Torej, kaj je bila tvoja neko prvo spoznavanje s svetom, v katero smer je šla tvoja indoktrinacija in še torej tvoja disociacija te nagiba k nečemu, kar ti je bolj bližje, bolj poznano. Torej, vodite tvoje rane te vodijo in tvoja indoktrinacija, tvoja družba te vodi. In torej, hočem samo povedati, da takšni ljudje govorijo v naši družbi o tem, kaj pomeni biti zaveden Slovenec, kaj pomeni biti zaveden. Jaz nimam nič proti, ko rečejo, kdor ne skače, ni Slovenec in da, če si Slovenec, moraš skakati. To je nekaj lepega, nič ni narobe s tem. Ampak, kar mi ni jasno, je, na primer, ljudje se imajo za zavedne in so samo zavedni informacij, niso zavedni svoje inteligence, zato ker bi jo živeli, s tem, ko so naredili integracijo, disociacije, ker bi imeli dostop do svoje originalne inteligence. Ljudje so zavedni informacij, ki jo dobijo od tistih ljudi, od katerih so bili indoktrinirani in straumirani, sem že prej povedal. In v glavnem taki ljudje govorijo te stvari, ki sem prej povedal, da nam je ful fino, da imamo pune riti vsega in da mi smo osamosvojeni, samostojni, suvereni narod. Slovenija, go, kao, ne? In da nam ni še nikoli boljše, kot nam je bilo. In take stvari. In če si mislim, kako nezavedni ljudje. Ljudje, ki bojo govorili, da so zavedni, hočejo kao poučevati ljudi, a v bistvu so zelo nezavedni in ne vidijo, da zavajajo ljudi. To so naši influencerji, naši politiki, vsi tisti, ki so izpostavljeni v vseh teh vejah tega sistema. Nezavedni ljudje. In se tudi takoj vidiš človeka, ki je nezaveden. Zaveden človek zmeri ponuja rešitve, ki jih živi, in te rešitve združujejo ljudi. Odpravljajo vzroke in združujejo ljudi. Nezavedni ljudje cel cajt mečejo samo polena pod noge drugim ljudem, ker zares nimajo dostopa do svoje inteligence, kjer bi prišli do rešitev za vzroke problemov in da bi dojeli, da se mi moramo združiti no matter what. Ne? In torej, kdor tega ne dela, je v bistvu zelo nezaveden, ker zato, da ti dostopaš do tega, moraš biti zaveden človek, oziroma moraš živeti svojo inteligenco, da bi jo sploh bil zaveden. Če ne, te zavednosti ne moreš nuditi ljudem. In v družbi imamo samo nezavedne ljudi, samo ljudi, ki cel cajt gledajo, kaj je drugi naredil narobe. Samo to imamo cel cajt. In kličejo na neko svojo stran prepričanj. Torej, to so ljudje, ki nas vodijo. Ljudje, ki cel cajt kurcajo druge in kličejo k nekim svojim prepričanju, kako naj bi mi živeli. Na tak način ne pridemo nikamor. Nikamor ne pridemo na tak način. To niso zavedni ljudje, vi niste zavedni ljudje. Mi nismo samostojni,
Jaz sploh ne razumem, zakaj praznujemo dan samostojnosti in suverenosti ali karkoli že o neodvisnosti. Sploh ne razumem. Mi nismo samostojni narod. Mi nismo suvereni. Mi nismo niti svobodni. Ti nisi svoboden človek. Če hočeš kaj narediti, kar bi v ta sistem prinašalo harmoničnega in je slučajno proti trenutnemu sistemu, ki v resnici ne prinaša nič harmoničnega, boš obsojen, te bojo porezali. Ti nisi svoboden, ti si ne moreš zdaj eno malo hiško narediti sredi gozda in imeti mir. Ti bojo prišli in boš plačal kazen, ali pa te bojo odpeljali stran. Ti ne moreš doma učiti svoje otroke. Morajo biti v šoli, če ne ti jih oduzamejo. Zdaj vsi tisti, ki si takoj nekaj skušate izoblikovati mnenje o meni, da sem jaz neki ali liberalen, ali pa v nekih pogledih boste videli, boste rekli, da sem konzervativen, jaz ne pripadam ničemur. Jaz sem osvobojen teh stvari. Mene zanima samo to, kar trajnostno deluje. Prava integriteta, integracija. Nič drugega me ne zanima. Jaz hočem rezultate. Jaz hočem videti, da bo naša zapuščina na ful boljšem, kot smo mi. To je to. Če mi ne gremo naprej, me ne zanima. V glavnem biti zaveden informacij, ne, to nič ne pomeni, to ni nobena zavednost, to sploh močni. To je globoka nezavednost in te ljudje zelo zavajajo. Torej ljudje, ki so zavedni informacij, živijo v mentalnem svetu, nimajo nobenih dokazov in pač verjamejo zgodbicam drugih ljudi kot papige in pač na podlagi tega, na podlagi biti papiga, se pač usmerja ljudi in vabi v neke svoje skupnosti. Mi tako ne pridemo nikamor. In eni bolezni na druge. In mladi, ki naj bi bili boljši od starejših generacij, torej mladi ljudje bi danes mogli dojeti, da stari so imeli probleme, ker se niso povezovali in mi moramo zdaj te stvari popraviti. Ne? Mlajša generacija bi mogla biti boljša od starejših. Nov model mora biti boljši od starejšega modela. Nov model, mlajši človek, ne bi smel delati tega, kar delajo stari ljudje. Stari ljudje so bili glede marsičesa limitirani. Se vidite, v kakšnem svetu smo. V takšnem svetu smo zaradi starih ljudi. Ne zaradi mladih. Stari ljudje so predali svet mladim ljudem. In pač mi bi mogli delati boljše stvari. Mi ne pridemo nikamor, če se bomo cel cajt še zmeri, torej ponavljali, delali naprej, to transgeneracijsko prenašanje obnašanja človeka, če ne bomo ratali zavedni tega, na način, da naredimo integracijo svojih senc, da ratamo cel spektr človeka, kjer postanemo končno zavedni ljudje, bistva življenja in naravnih vrednot, dokler tega ne naredimo, bomo ponavljali naprej to, kar so delale stare generacije. In torej, naprimer, mladi ljudje, namesto da bi to dojeli, ko papige naprej ponavljajo to, kar so govorile stare generacije in v bistvu še zmeri v letu 2026 prinašajo razdvajanje med ljudi, v ljudstvo, v svet. In to je žalostno. Pač to je slepota. To je globoka slepota. Vodijo nas zelo slepi ljudje nas vodijo. In torej, zakaj sem si jaz rekel, da bom si vzel bolj na easy life? Zato, ker tudi če hitim, folk ne posluša. Zato, ker ti ne slišiš stvari, dokler nimaš integracije. Dokler ti ne živiš, dokler ti nisi energetsko blizu dojemanja naravnih vrednot, zato ker jih živiš, ti ne razumeš, kaj je bistvo lajfa.
Ti ne prepoznavaš, ti ne živiš svoje inteligence, ti ne uporabljaš inteligence, ki ti je bila dana, ki jo lahko testiraš za svojo individualno izkušnjo, za svojim življenjem, ki je bil dar. Ti ko papiga ponavljaš informacije drugih ljudi, preteklih generacij. In torej vodite indoktrinacija in vodite tvoja nezavednost, tvojih ran. In torej pač avtomatsko kličeš k tistemu, kar ti je blizu. Nisi predstavnik naravnih vrednot, jih ne živiš, v energiji ranjen in ne povezuješ ljudi. Še zmeri delaš isto, kar so delali stare generacije. Razdvajaš ljudi, mečeš polena pod noge. Mi tako nikamor ne pridemo. Pol na drugi strani imaš ljudi, pač jaz vam zdaj opisujem, kaj vidim, kaj se dogaja v Sloveniji, ne? Kaj se dogaja med našimi influencerji. Zato, ker zdaj, če pogledaš, večino sveta je na internetu. Večino sveta je na internetu in večino folka cel cajt buli v telefon. Jaz vidim še ljudje, ki gledajo moj content, 99% je vse gledano iz mobitela. Pač večino sveta je na mobitelu. In torej zdaj imajo influencerji ful veliko moč. Zato pa ima vsaka stranka nek svoj podmladek, ki pač vsak vleče na svojo stran. In torej samo ponavljajo to, kar so delali stari ljudje. Še zmeri razdvajajo ljudi. V glavnem na drugi strani imaš pa ljudi, naprimer, ki kao, torej vsak misli, da razodeva nekaj, ne? Vsak misli, da razodeva, da vodi v nekaj dobrega, na drugi strani pa istočasno dela slabo in se sploh zaveda, ne, ali pa se tudi zaveda. Ljudje so tako, so radi se izpostavijo, češ imajo nekaj pametnega za povedati za ljudi, ampak še zmeraj prinašajo razdvajanje. Še zmeraj v resnici spodbujajo šibkost. Torej to izpostavljanje influencerjev, ki jih zdaj vidimo v svetu, to izpostavljanje influencerjev, ki vidimo zdaj v svetu, je iz stanja šibkosti. Mi nimamo močnih influencerjev. To so v resnici še zmeraj ljudje, ki kličejo po potrditvi. Tako je, žal. Se tega zavedaš ali ne, mogoče ne čutiš občutkov nevrednosti, manj vrednosti, ampak se pač tako obnašaš. Samo zato, ker si nezaveden občutka nevrednosti. To ne pomeni, da nisi nevreden. Zato, ker se tako obnašaš. Tvoje obnašanje kaže, da si nevreden. In jaz ne pravim, da si ti nevreden. Ti se tako obnašaš nevredno, pa bi se lahko vredno obnašal. In v glavnem imamo ljudi iz vseh sfer, vseh vej, nema veze, ker spol si, ali si moški, ali si ženska, ali si mlad, ali si star, imamo ljudi, ki torej kličejo k nečemu, kar mislijo, da je prav in istočasno še zmeri razdvajajo. Meni to ne gre v glavo. Kako ne vidijo te slepote? Istočasno mečejo polena pod noge drugim ljudem, ali prinašajo neko destruktivnost, neko zavajanje, nekaj disharmoničnega in istočasno se delajo, da imajo nek svoj prav, da je nek njihov, pa jaz, da je prav. Posod je to, karkoli pogledaš. Naprimer, na eni strani imaš tipa, ki kao neki razodeva, kaj se dogaja v javnosti, naprimer, kaj se dogaja v politiki, kao neke umazane stvari v politiki, v sodstvu, kjerkoli. In na drugi strani služi denar s tem, da se ustvarja neka nevrednost, neka vsebina, ki nima nobene vrednosti, nič pristnega, noben doprinos k skupnosti, ampak samo nek dobiček in preživetje. Noben, ki nas usmerja, naprimer, da pač razvijaš svoje talente. Noben, ki nas ne kliče k nekemu potrpljenju, strpnosti,
netoleriranju, ampak potrpljenju in istočasno usmerjanju v to, da pač moramo slediti svojemu srcu. Kam bomo mi prišli? Mislim, kaj je cilj lifea? Kaj je cilj naše družbe? Cilj naše družbe je, da rata zmeraj bolj harmonična. Je tako. Cilj naše družbe je, da rata zmeraj bolj harmonična. In kako bomo prišli mi v to harmoničnost, če ne sledimo srcu? Ta trenutni svet, v katerem živimo, ta trenutni svet je bil postavljen iz mentalnega sveta. Mi nismo samo mentalno bitje. Mi smo cel spektr človeka, ne, ti nisi samo glava. Mi smo tudi telo. In gled, koliko je telo večje od glave. In telo ima svojo inteligenco. In torej ta trenutni svet je bil postavljen iz glave. Torej, če postavljaš nekaj iz glave, delaš samo iz glave, je že po osnovi delaš iz disociacije. Torej, ne delaš harmoničnih stvari, čeprav hočeš delati harmonične stvari. In misliš, da delaš harmonične, ne delaš harmoničnih stvari, če delaš samo iz glave. In vsi te naši influencerji v večini so samo neki mentalni ljudje. In če jih malo dlje slediš, takoj vidiš to neko disharmonijo, to neko disociacijo v njih. Ker na eni strani kao kličejo k nekemu svojemu prav, istočasno pa prinašajo destruktivnost v skupnost. In takoj vidiš pač ljudje, ki se ne ljubijo, ljudje, ki se nimajo radi. Danes moraš biti ful pazljiv, ker vsi uporabljamo že iste besede. Vsi uporabljamo te besede, ki jih jaz uporabljam tukaj. V besedah nisem nič drugačen od drugih ljudi. Ampak sporočilo je pa čisto nekaj drugega. Vzamite si cajt, opazujte ljudi, daljše obdobje. Poslušajte sporočilo, ne besede. Sporočilo, o čemu govori in če živi to, kar govori. Njegovo sporočilo. Če ima rezultate, da življenje tega njegovega sporočila torej prinaša trajnostne rezultate, ne neke hitre rezultate, ki se zato da zreguliraš stres, ampak trajnostne, torej da ti brez dela ohranjaš svoj rezultat. To pomeni trajnostni rezultat, ne? Da se jaz ne rabim truditi, da ga imam, torej da sem si ga dobesedno prislužil, ker sem delal, ker sem vzrok odpravil. To je trajnostni rezultat. No in opazujte ljudi, kakšen vpliv imajo v javnosti. Boste takoj videli. Na eni strani se prikazujejo kot angeli, istočasno pa so nezavedni in delajo slabo. In tudi zavedno delajo slabo. In v glavnem, pač ta družba je polna ljudi, ki se nimajo radi, ki se ne ljubijo in ne kličejo k celostnosti, k harmoniji, sploh nas ne morejo voditi v harmonijo. Kako nas lahko vodi nekdo v harmonijo, ki sam ni v harmoniji? Ki sam ne živi celega spektra sebe, ki ne prebiva v celem svojem telesu, ampak samo v glavi. Tako se reče, ne, itak noben ni samo v glavi, ker ne moreš biti samo v glavi, ampak hočem povedati, da če imaš ti disociacijo, si v tistih delih, kjer nisi sposoben živeti teh delov, samo v glavi. Nisi cel cajt v telesu, ampak si v tistem delu disociacije, si pač v glavi. Živiš skozi glavo, zato ker nimaš utelešenja te disociacije. In torej govoriš na pamet. Razsvetljenje ni stvar mentalnega sveta, je stvar utelešenja. Ti ne moreš zares prepoznati, kaj deluje in kaj je nekaj resničnega, dokler tega ne utelešaš, dokler tega ne poosebljaš, dokler nimaš izkušnje o tem. Ne moreš skozi glavo stuhtati lajfa. Nemogoče. Samo skozi utelešenje ga lahko.
Torej, life, samo če živiš, samo če imaš izkušnjo life, lahko dojemaš life. Do takrat si nezaveden. In sploh ne veš, da ko ena papiga na pamet samo ponavljaš ene besede in prinašaš šum v javnost. V glavnem, ogromno hipokritičnih ljudi imamo v družbi, ki se izdajajo, da so integriteta. Na eni strani delajo dobro, na drugi strani delajo slabo. Ali so zavedni, ali ne, nema veze, takšni so. In v glavnem to so naši influencerji. In ko rečem influencer, to so vsi, od predsednikov do vlade, do vseh strank, do vsega podmladka, do stroke, zdravstva, politike, vse, čisto vse. Vse, kar se pač javno izpostavlja. In po eni strani je prav, da se ljudje izpostavljajo, zato ker mi vsi plačujemo davke, vsi prispevamo v ta sistem. In torej, če prispevaš, bi bilo prav, da torej sodeluješ tudi. Politično, na primer, oziroma da imaš neko mnenje, ne. Ampak istočasno je treba se zavedati, da ta megla informacij je namensko ustvarjena. Ravno zato, da nikamor ne pridemo, da se zgubljamo. In torej, hočem samo povedati, da ker vidim ljudje so ful napaljeni na to, da berejo non-stop neki. Non-stop moraš brati neki članke in cel cajt neki razglabljati in neko svoje mnenje podajati, ampak v resnici nikamor ne pridemo. Ti ne bogatiš s tem kot človek. Ne mislim finančno, duhovno. Ti ne bogatiš, ti nič ne pridobivaš s tem. Samo močen besedni zaklad imaš. Nič drugega. Tvoja inteligenca ne raste zaradi tega. Zato, ker inteligenca je v življenjski sili. Ni v mentalnem svetu. In glavne, kaj sem hotel povedati? Hotel sem povedati, da pač na neki točki moraš dojeti, da vse to, kar se dogaja v našem mentalnem svetu, vsa ta razglabljanja, konstantna prerekanja, dokazovanja svojega prava in torej kao klicanju k nekemu svojemu pravu, istočasno pa delaš nezavedno in zavedno slabo, pač je samo šum na koncu, je samo megla in na koncu se sploh ne zavedaš in si orodje distrakcije v tem sistemu. In pač hočem samo povedati, dokler ne dojameš, da se pač mi moramo zediniti. Kako mi lahko, kaj je bolj pomembno kot to, da se mi zedinimo? Glavnina, ne rabimo se vsi, pitaj Boga, kdaj se bomo vsi. Glavnina, dokler se glavnina ljudstva ne zedini, mi ne pridemo nikamor. Mi ne pridemo nikamor. In naša politika nima tega namena. Nima namena, da bi mi kamorkoli prišli. Noben. Očitno življenje, Bog ali kakorkoli zahteva, da mi pač pridemo sami do teh spoznanj. Znotraj te megle, poplave distrakcij, pač zahteva očitno, da se opolnomočimo in da začnemo dobro razločevati med tem, kdo nas usmerja v cilj in kdo samo prinaša distrakcijo. Res me zanima, jaz ne razumem ljudi, ki govorijo, da smo svobodni še zmeraj. Po kateri logiki smo mi svobodni? Po kateri logiki smo mi svobodni? Biti zaveden pomeni biti svoboden. Po kateri logiki smo mi svobodni, če nismo zavedni? Kako si ti lahko svoboden, če sploh ne vidiš vseh opcij, ki so na voljo? Če nimaš utelešenja in s tem ne živiš dela življenjske sile, torej svoje prave inteligence, ki bi jo imel šele, kadar imaš utelešenje celega spektra samega sebe. Torej ti nimaš dostopa do svoje inteligence, živiš na podlagi informacij drugih ljudi, si nezaveden in govoriš, da si svoboden.
da nam boljše ni nikoli bilo. Po kateri logiki si lahko svoboden, če nisi zaveden? Nemogoče. In kako si lahko zaveden, če nimaš utelešenja? Če nimaš izkušnje? Ker zavedanje se širi samo na način, da imaš izkušnjo. Ker zavedanje samo po sebi nima nobene druge funkcije, kot biti zavedno nečesa. Naprimer, res ne razumem ljudi, ki meditirajo. Meditacija za moje pojme je disociativno orodje. Jaz, ko vidim ljudi meditirati, si mislim, joj, Bože, disociacijo vzpostavljate. Ti ne moreš zavedanja širiti, jačati na način, da boš delal na zavedanju. Ti ne moreš z zavedanjem delati na zavedanju. Ti lahko samo z utelešanjem delaš na zavedanju. Če ti hočeš biti bolj zaveden človek, lahko rataš samo bolj zaveden na način, da imaš izkušnjo. Ne na način, da ti prodajaš informacije drugih ljudi, pobiraš čim več informacij, bereš knjige, znanje, indoktrinacija, mnenja drugih ljudi, ko papige ponavljaš. To ni izkušnja. To je nekaj abstraktnega. Pač ti rabiš imeti izkušnjo, ti rabiš imeti utelešenje, ti moraš po sebi dovoliti, sprejemati življenjsko silo. Torej, da slediš, to je tisto, kar sem prej govoril, dokler ti ne slediš v svojem življenju tistemu, kar je v tebi prav, tistemu, kar je najmočneje, svoji intuiciji, srcu, ljubezni, to, kar te vodi v tvoje najboljše dobro in v svetovno najboljše dobro, če temu ne sledi, dokler temu ne boš sledil v svoji izkušnji, kjer boš dobesedno delal to, kar si tvoje srce želi, to, kar bi ti delal, če strah in preživetje ne bi obstajalo. Kako pač kadarkoli lahko mi pridemo v harmoničen svet? Jaz ne razumem. Torej, cel cilj je, da pridemo v harmoničen svet. Cel cilj je, da pridemo v harmoničen svet. In mi se ne obnašamo harmonično, nismo usmerjeni v to smer. Kako bomo lahko prišli kadarkoli? Kako lahko pridemo v boljši jutri, če pač ta naša odločitev za to, da pridemo v boljši jutri, ne izhaja iz naše izkušnje, katero smo dosegli, da smo sledili srcu, ker samo tako je lahko dosežeš, ampak smo sledili ko papiga nekim informacijam, kjer se v resnici na koncu vrtiš v krogu. Torej, samo če ti slediš res svoji življenjski sili v sebi, tistemu, kar je najmočneje v tebi, tudi če te je strah in ogromno strahov se bo spucalo na tej poti, da slediš temu, kar res tvoje srce veli, tisto, kar je iskrica v tebi, tisto, kar ti da strast, tisto, kar ti da željo po življenju. Če slediš življenju v sebi, v tem življenju, torej če slediš življenju v sebi, v tem lifeu, v tej individualni izkušnji, tistemu, kar ti daja še več lifea, če temu slediš, boš avtomatsko, torej to moraš živeti in na poti tega boš avtomatsko, ker to te pelje iz tvoje cone udobja, boš avtomatsko soočen z vsemi svojimi strahovi pred izrazom, življenjem samega sebe. Vse tvoje esence se bojo izrazile, zato ker nas življenje, ki je shranjeno zdaj v teh sencah, v tej disociaciji, enkrat, ko boš začel živeti svoje življenje, se bojo pač celost tvoje življenje skušalo izraziti skozi tebe in avtomatsko se bo pri tem spucala tvoja disociacija. Zato, ker disociacija je življenje, ki je neizraženo. To je disociacija, to so tvoje esence. Tvoje esence
soživljenje, ki je bilo nikoli izraženo in sploh ne veš, da je tam in obstaja nekje. In zdaj v tej družbi imamo ogromno psihologov in vseh teh terapeutov in vsega, ki to dojemajo ful mentalno, češ kot da je mentalni svet avtoriteta naše izkušnje in da moramo tle neke stvari pucati, ampak to je dinozavrski pogled na razreševanje lajfa. Ti nisi mentalni svet. Mentalni svet je samo eno od orodij, preko katerega se izraža tvoja življenjska sila. In torej vse, kar moramo mi pucati, je našo življenjsko silo. In to pomeni, da jo začneš živeti. In torej, ko ti svojo življenjsko silo začneš živeti, ti v energiji rataš vreden. Ne zato, ker sem jaz rekel, ampak ker res se tako začneš obnašati. In torej, tvoje energetsko vredno stanje, zdaj očiščeno vredno stanje, diktira kvaliteto tvojega mentalnega sveta. Ti lahko samo na energetskem nivoju zares razrešuješ vzroke svojega življenja. Ne moreš na mentalnem. Mentalni je samo zrcalo energetskega sveta. In torej, kaj je energetski svet? Koliko ti spuščaš, živiš, utelešaš, slediš življenju v sebi. Življenjska sila je energija, ne? In torej, če ji slediš, če jo izražaš, živiš, boš avtomatsko na neki točki, ti bo tudi življenje tako zastavljeno, kreator je tako življenje zastavil, da če boš cel cajt sledil življenju v sebi in ga izražal, boš pač na neki točki soočen z vsem življenjem, ki teče skozi tebe in tudi svojimi sencami. In to so tisti deli, katerih te je strah in ti bojo predstavljene na licu mesta, ko te bo strah. In v glavnem takrat ne smeš stisniti trep med noge, ampak moraš še zmeri življenju slediti. In samo na tak način lahko ti končno v energiji rataš cel, vreden, se tako tudi počutiš in tako tudi obnašaš. In samo na ta način lahko rataš torej zaveden slovenec, zaveden človek. To pomeni biti zaveden človek. Zavedanje samo po sebi nima nobenega namena. Fora zavedanja je, da se nečesa zaveda. In česa? Vsega, kar life dela life, torej življenjska sila, ki kreira ta life. Zavedanje je tukaj, ampak ti nisi nič bolj zaveden, če imaš več informacij, ker ti ne veš, če je to res, ti si ko papiga ponavljaš stvari, ti nimaš izkušnje. Ti nisi zaveden, če imaš 10,000 knjig za sabo prečitanih in 4 doktorate. Ti nisi zaradi tega bolj zaveden človek. A ne vidite v družbi, da doktorati nimajo veze in koliko knjig bereš, nema veze. Živimo v tako mentalnem svetu, da ljudje živijo v iluziji, da je to avtoriteta naše izkušnje, pa ni. Ampak je naša energetska neupornost. To je avtoriteta naše izkušnje. Nema veze, koliko knjig ti prebereš, nema veze, koliko doktoratov imaš, koliko informacij si nabral v lifeu. Ti imaš samo več informacij, ti nisi bolj zaveden človek, ker ti sploh ne veš, če so te informacije res, ti nimaš nobenega dokaza, nimaš, ti ko papiga verjameš, ponavljaš nekomu drugemu, za nekom drugim. Torej, to ni biti zaveden človek, ne? Biti zaveden človek pomeni, da imaš izkušnjo. Torej, biti zaveden nečesa. Ti ne moreš svojega zavedanja jačati, širiti na način, da ti meditiraš nekje ali pa imaš več informacij. To ni nič. Samo zavedanje samo po sebi nima nobenega namena. Zavedanje se širi samo na način, da je zavedno nečesa in česa, torej življenja, izkušnje, izkustva. Nečesa, kar živiš skozi svoje telo. Samo tako lahko rataš zaveden človek. Torej, cilj v lifeu ni se usmerjati v zavedanje in zavednost, ker to je že samo po sebi, tu je, že je v naši izkušnji, hočeš ti ali nočeš, ne moreš vplivati na to. Torej, ne moreš tega dati stran ali pa pojačati. Kaj pa lahko narediš, je, da začneš sprejemati življenjsko silo in skozi izkušnjo, skozi soočenje s svojimi strahovi in na način, da imaš izkušnjo, kjer sprejemaš in slediš in živiš svoje življenje, tisto, kar je najbolj živega v tebi, na ta način, torej, lahko rataš zaveden nečesa. In torej, samo če torej
rataš zaveden nečesa skozi svojo izkušnjo, ne skozi papiga nekih informacij, ma skozi svojo izkušnjo. Torej, šele ko rataš zaveden nečesa skozi svojo izkušnjo, se tvoje zavedanje zares širi in veča. Torej, ti lahko rataš zares zaveden človek samo skozi izkušnjo. Zato, ker fora zavedanja je, da je zavedno nečesa. To je cel namen zavedanja. Ne moreš biti zaveden z informacijo. Ali pa z meditacijo, kjer se fokusiraš na zavedanje in take stvari, te bedarije. Cilj je biti zaveden nečesa. Torej, cilj je sprejemati življenjsko silo, jo živeti, izslediti, ker se avtomatsko spucaš svojih strahov, zato ker sem že prej povedal, da življenje, torej disociacija je življenje, ki je neživeto in preprosto, če začneš zdaj v tem lifeu, ta trenutek začeti živeti to, kar si zares želiš, se bo na neki točki tudi spucala ta tvoja disociacija, takrat se ti bo v izkušnji predstavlja kot strah, ne smeš se ustaviti, moraš iti naprej, poslušaš Rocky Balboa, Sylvester Stallone, ki govori svojemu sinu, da je treba iti naprej, skozi life ga sprejemati, nema veze kaj ti da, to je prava moč, to vejo še bokseri, še vsak človek ve to, še vsak fitnesser ve to. In pač greš naprej v glavnem in greš čez svoje strahove pred izrazom življenja samega, to si ti, življenje. In pač, ko to narediš, rataš, kot ko živiš, da slediš svoji intuiciji, rataš zaveden človek. To pomeni biti zaveden človek. To pomeni biti zaveden Slovenec. Tako boš ratov zaveden Slovenec. Zaveden človek. To je edini način, to je edina pot. Ker tam, kjer je izkušnja, tam je zavedanje zmeraj zraven. Če si imaš pa ti samo zavedanje in delaš na zavedanju, dokler nimaš v izkustvu celega sebe, življenja, življenjske sile in svoje disociacije, je nisi zaveden, ker je ne živiš, ne moreš biti zaveden nečesa, kar ne živiš, nemogoče. Torej, življenje je superiorno zavedanju. Življenjska sila je superiorna zavedanju. Ženstven spekter oziroma pol lajfa, naše individualne izkušnje, je superioren moškemu polu, moškemu spektru naše izkušnje. Če vzamemo, da je na primer moški pol zavedanje in ženski pol življenjska sila. Torej, skozi moškost, skozi zavedanje mi ne moremo priti do opolnomočenja. Do prave vrednosti, opolnomočenja lahko pridemo samo skozi sprejemanje ženstvenosti, ženskosti, torej življenjske sile, vsega, kar predstavlja life. Ženska je torej superiorno bitje, ne? Pridemo na to spoznanje, da je ženska superiorno bitje, da je nad vsemi, nad moškimi in močnejša je, duhovno, energetsko, življenjsko, inteligentnejša je. In to itak tudi vidimo sami, ne? Naprimer 20-letna pupa je ful bolj zrela kot 20-letni tip. Je tako, to bi se vsaka pupa strinjala. Ženske ste ful bolj v stiku z življenjem samim, z življenjsko silo, z čustvmi, z notranjim svetom. Mi moški posedujemo isti spekter, ampak ne takšno jakost. Žal. Torej, ženske so realno superiorna bitja. Seksualno so superiorna. Jaz dvomim, da lahko bilo kateri tip na tem svetu zadovolji zares kjerkoli žensko. Ženske se pač tako na neki točki se zadovoljijo, pač če prineseš dovolj dobrega v njen life, se pač sprijazni s tabo, si je mogoče top in itak ona, ki ima notranje zadoščenje, ne rabi neki dosti od tebe.
Ampak hočem povedati, da zares žensko zares ne moreš nikoli zadovoljiti do konca. Ne zato, ker bi bilo nekaj narobe z njo, ampak zato, ker pač preprosto nimajo energetskega limita. Mi ga pa imamo. Mi smo šibkejši od žensk. Zato je tako pomembno, da moški dela na to, da usmerja in hrani svojo življenjsko silo. Da jo ne troši naokoli. Če hoče sploh kdaj biti kos kakšni ženski, ne. V glavnem, kako biti zaveden Slovenec, ne? Kako biti zaveden Slovenec? Skozi identitete nikakor. Skozi informacije mentalni svet nikakor. Skozi neko duhovnost, ki promovira zavedanje nikakor. Skozi trenutne psihologe in duhovnosti in politike in zdravstvo in kaj nikakor. Skozi informacije in branje knjig nikakor. Samo skozi utelešenje, izkustvo celega spektra izraza življenjske sile, ki nas pač usmerja v cel spekter izražanja človečnosti. Vse, kakor se človek, vemo v tem svetu, da je možno, da se izraža. Vsa čustva, vsa počutja, vsi izrazi, od najmehkejšega do najbolj grobega, na vseh nivojih življenja, na ulici in v posli s svojo žensko. Na vseh nivojih. Torej, dokler tega ne premoreš, sledenja svoji življenjski sili, ki te bo vodila v vse te izraze, gremo reči v vse te arhetipe, takrat, kadar te življenje vodi, ne ko se moraš dokazovati, koliko si jak, takrat, ko življenje od tebe zahteva, takrat šteje. Ti lahko to treniraš, ampak dokler ti lahko torej performance človeka, kako bi človek lahko treniraš, ampak dokler ti tega nisi sposoben spontano živeti, takrat, kadar življenje to zahteva od tebe, kadar tvoja intuicija, srce veli, pač dokler ti tega nisi sposoben, utelešenja nimaš. In dokler nimaš utelešenja, nimaš zavedanja, nisi zaveden. Ne moreš biti zaveden, če nimaš izkustva. Ker kaj je fora zavedanja, ne? Kaj je fora zavedanja? Fora zavedanja je torej, da si zaveden nečesa, kar deluje. Ti moraš biti zaveden v lifeu nečesa, kar deluje, torej nečesa, kar prinaša trajnostne spremembe, ki se jih ohranja iz stanja spontanosti. To je fora lifea, to je cilj lifea. To je naš glavni fokus, nema veze, kjeri filozofiji pripadaš, kjeri stranki pripadaš. To je glavni fokus našega obstoja. Trajnostni rezultati, ki se jih ohranja iz stanja spontanosti, torej to pomeni, da smo res razrešili vzrok, smo si novo stanje prislužili in torej bo prinašalo vse to našim zanamcem, ne? Torej trajnostno. In v glavnem, kako lahko torej ti rataš zaveden drugače, razen kot skozi izkušnjo, ki ti potrjuje to. Ti imaš lahko izkušnje, ker naprimer nekdo mi bo rekel, ja, ti si lahko zaveden informacij, lahko si zaveden izkušenj, lahko si zaveden, mi smo itak pač zavedni vsega tega, kar je tukaj, ne? Ampak, kaj nam pomaga biti zaveden nečesa, tudi če imaš izkušnjo, če ti ta izkušnja, naprimer, ne prinaša teh trajnostnih harmoničnih rezultatov. Nisi zaveden ničesar vrednega. Ne? Torej, dokler ti ne postaneš zaveden tega bistva trajnostnih sprememb iz stanja spontanosti, dokler ti tega bistva življenja ne rataš zaveden, dokler tega nimaš, je vse nesmiselno, je, brezpredmetno je. Torej, ti moraš imeti izkušnjo, kjer skozi svojo izkušnjo, kjer skozi prizemljitev, da si ti prizemljen človek,
Torej, da si ti realen človek, da človek, ki živi v realnosti, ne nekje v oblakih, kjer si namišlja nek life, ampak kjer lahko ima vsak svoj prav, ne? Ampak torej, skozi svojo izkušnjo, skozi prizemljitev, da ti končno začneš živeti v realnosti life, kjer vidiš, da samo če slediš življenjski sili takrat, kadar je najbolj živa, in jo torej živiš, izražaš, lahko dosegaš tisto prisluženo soočenje z lifeom, pravo spremembo, integracijo, ki ti pač prinese tisto bistvo, ki sem ga prej razložil, trajnostno spremembo, ki je zapuščina, in pač končno lahko rataš zaveden človek bistva življenja, življenjske sile samega sebe, in pač samo na tak način lahko postaneš zaveden, ne? Samo na tak način lahko postaneš tak. In samo takšni ljudje nas lahko vodijo kamorkoli. To pomeni biti svoboden človek, to pomeni biti zaveden človek. Vse ostalo je robotizem. Vsi ljudje, ki govorijo, kako fajn se imamo, da imamo vse na voljo, to so ponovadi ljudje, ki vse forsirajo, vse delajo iz glave po nekih prepričanjih in slepo grejo čez life. Mi tako nikamor ne pridemo. Kako bomo mi prišli? Torej, jaz sem že dokazal zdaj, da samo če imaš izkušnjo, ki prinese trajnostne rezultate, samo če imaš takšno izkušnjo, si zares zaveden človek. Samo tako lahko rataš. Ti lahko samo skozi prizemljitev, da vidiš, da nekaj zares deluje in prinaša take rezultate, torej pravo spremembo, samo skozi takšno življenje, izkustvo, lahko ti rataš zaveden. To je edini način, kako lahko rataš ti zaveden človek, bolj zaveden človek. To je edini način. To sem dokazal že. In sem jaz sam poosebljenje tega. In v glavnem, torej to je prava zavednost, to so zavedni ljudje in takšni ljudje bi mogli voditi naš svet. In kdor tega ne dela, kdor ne usmerja v naši družbi v to, kdor v zdravstvu in politiki in duhovnosti ne govori v to smer in v religiji, kdor ne govori v to smer, je nezaveden človek. Govori mogoče iste besede, ko jaz, iste stavke uporablja, mogoče prodaja neko filozofijo, ampak če ne usmerja v to in nima nobenih rezultatov, je nezaveden. In to je naš svet. Takšen svet imamo. Kako bomo mi prišli v boljši jutri, če še zmeraj ljudje sledijo mentalnemu svetu, ki ni celota nas in je že dokaz, ker mi živimo v kurcu družbi, v disociativni družbi, svet je, Bože, več samomorov in več avtoimunskih bolezni, več depresije in več bolezni, v glavnem ni še bilo v obstoju človeka. Jaz res ne razumem onih ljudi, ko čujem, da govorijo, da je vse cool in da imamo polno rit vsega. Mogoče fizično in še to tisti bogati, duhovno, kot človek, kot tista substanca, po kar smo prišli kot life sam, je pa v kurcu. Je v kurcu. Grozno je. In ljudje, ki govorijo, da je vse fajn, da imamo polne riti vsega, torej so zelo nezavedni. In tako imamo v politiki in v zdravstvu. Bože, kam pridemo nikamor. Zato je ful pomembno, da če slediš temu messageu in če čutiš, da pije vodo, je pomembno, da ga pač šeraš. Napiši mi komente, če si misliš kaj drugače. Lajkaj in subscribaj, če čutiš, da ta message rabi gledanost. Če se ti zdi to pametna usmeritev v življenju, glede na to, da smo v poplavi dezinformacij. To bi mogel delati politik, to bi moglo zdravstvo delati, to bi moglo šolstvo delati, to bi mogel delati sistem, za katerega plačujemo. Kako lahko kadarkoli pridemo v boljši svet,
če še zmeraj sledimo mentalnemu, delamo po mentalnem svetu, ki nas je prinesel v to disociativno družbo. Kako? Nemogoče. Dokler ne boste začeli slediti srcu, mi ne pridemo nikamor. Zato, ker samo s sprejemanjem, torej življenjem skozi srce, samo skozi sprejemanje življenjske sile, se lahko ti prizemljiš, začneš živeti v realnosti, prineseš harmonijo in rataš zaveden, osvobojen človek. Že sem dokazal, cel cel ta video dokazujem to, da je tako in da drugače ne more biti. Cel cajt se dokazujem. In ne da imam rezultate samo tako v besedah in v logiki, ker itak mentalni svet ni nič groznega, je nekaj ful lepega. Če imaš integracijo življenjske sile, torej da je podrejeno srčni inteligenci, samo skozi integracijo, skozi sprejemanje življenjske sile lahko postane podrejen srčni inteligenci, torej pravi inteligenci. Tisti, kjer veš, brez da imaš informacijo, kjer se zanašaš na lastno inteligenco. Ne? Jaz ne berem knjig in tega v javnosti ne slišiš govoriti. Eni ljudje mi bojo rekli, da nisem realen, da sem utopist in nek romantik, ne? Zato, ker govorim o teh stvareh, češ nisi realen, Uroš, mi smo zdaj tukaj. Ampak ravno obratno je, samo kaj, na koncu se lahko samo dajemo z besedami, kdo ima spet prav. Jaz imam izkušnjo, ne? Jaz imam potrditev v realnosti, ti je pa nimaš, to je razlika. Ti se zanašaš na svoje prepričanja, jaz pa na izkustvo. In to je razlika noč in dan. Torej, ne samo, da imam dokaze v besedah, imam tudi v obnašanju, zato ker sem ratal cel spektr človeka. Torej, imam dokaze v energiji, imam dokaze v besedah, imam dokaze v vedenju. Kdor bi me zdaj spoznal, bi videl, da sem cel spektr človeka, oziroma bolj živim vse dele sebe, ki jih naprimer prej nisem. Sploh naprimer svojo agresijo, naprimer in jezo, ki je bila moja manjka. In torej ne samo, da bom na energetskem, mentalnem in vedenskem nivoju in čustvenem, ampak tudi na fizičnem, telesnem, ker sem imel 3 avtoimunske bolezni, 15 let in 2 sta skoraj da že zginili. Ena počasi izginja, ampak v glavnem nimam še do konca narejeno integracijo. Ne? Zato, ker življenja pač ne moreš izsiliti, ni metode. Takrat, kadar je pravi cajt, takrat, ker ti življenje, kreator, postavi situacijo, kjer lahko dosežeš integracijo, takrat jo moraš vzeti, zagrabiti. In takrat je tista integracija, kjer si jo prislužiš, takrat, torej, kadar si živel tisto, kar je življenje zahtevalo od tebe in nisi stisnil repa med noge, če tako živiš, dosegaš integracijo. In torej zato ni metode, je življenje samo ultimativna metoda. Zato niti ni nobenega hitenja ali pa nekega dela na sebi. Ne? In torej, kako mi lahko pridemo kadarkoli v boljši svet, če bomo poslušali samo ljudi, ki realno nimajo nobenega izkustva, ki bi jim prenesel trajnostne rezultate, ampak samo nek konstantno mentalno
žvečenje informacij. Ljudje sploh ne vejo, kaj je realnost. Ljudje govorijo, da je to, kar je zdaj kao realnost. To ni realnost. Mi živimo v zelo toksični družbi. To ni realnost. Mi ne živimo v realni družbi. Mogoče je to trenutek, zdaj je ta družba, ampak to ni realna, prizemljena družba. Tle je ogromno iluzije. V tej trenutni družbi je ogromno iluzije in disociacije in strahu in zaradi tega megle, zasanjanosti in izgubljenosti. To ni realna družba. To je zelo nezavedna družba. Biti realen pomeni biti prizemljen, videti celo sliko. Mi ne živimo v takšni družbi. In v glavnem sem hotel samo pač povedati, da kako lahko mi pridemo, edini način, da mi pridemo pač v prizemljitev, v našo pravo realnost, tisto, ki nam pripada, tisto naravnost, to je naša realnost, tista naravnost, harmonija je naša realnost in v glavnem samo, če mi lahko pridemo v njo, samo na način, da pač naredimo sistem, živimo na način, kjer damo srce pred strah. Kjer damo nepoznano intuicijo pred poznano informacijo. Kako lahko prideš v boljši jutri, če se vrtiš v nekih svojih ustaljenih prepričanjih in prepričanjih svojih prednikov in nimaš v resnici nobenega izkustva, ki bi imelo trajnostne rezultate? Kako lahko prideš v boljši jutri na tak način, če nimaš nobenega izkustva, ki prinaša trajnostne rezultate, ampak živiš na podlagi mentalnega, poznanega sveta? Ne moreš na podlagi mentalnega, poznanega sveta prijeti v boljši jutri, lahko se samo v krogu vrtiš. Mi moramo stopiti iste cone obdobja, v kateri se vrtimo. In to lahko naredimo samo na način, da stopimo v nepoznano. In v nepoznano lahko stopiš tako, da ne slediš svojemu mentalnemu svetu, prepričanjem, informacijam drugih ljudi, ki v resnici ni logika, ampak kako rečejo ljudje radi, na primer kmečka pamet, v resnici ni, v resnici je mnenje drugih ljudi, si papiga. Pač mi lahko pridemo ven iz tega samo, če začnemo slediti svoji intuiciji, torej življenju v sebi. Mi smo zdaj v mentalnem svetu, v coni udobja, ne sledimo življenjski sili, ne sledimo življenju, zato ker funkcioniramo iz preživetja. Naš mentalni svet funkcionira na nivoju preživetja, dokler imaš disociacijo v svojem telesu. Dokler imaš disociacijo v svojem telesu, je tvoj mentalni svet samo za preživetje. In če funkcioniramo iz tega, kako lahko pridemo v boljši jutri, nemogoče je. Torej samo skozi integracijo naše disociacije na način, da slediš življenjski sili v sebi, torej nepoznani intuiciji, ki te vodi korak po korak in zares ne vemo dosti vnaprej, kot lahko cel cel predvidevamo z mentalnim svetom. Torej samo na način, da korak po korak slediš svoji intuiciji, ki ne veš zares, kam te vodi in te vodi mogoče tudi v tvoje strahove, v soočenje z njimi, kar te bo sigurno. Samo na ta način, ker torej začnemo živeti po temu, kar življenje zahteva od nas, kar nam pošilja naš kreator, ki nam daje življenje in nam na način, da nam iskrico postavi takrat, ko se nam predstavi prava pot v življenju in da temu sledimo, samo na ta način lahko pridemo v boljši jutri. Samo na ta način lahko skreiramo harmonično družbo. In torej samo na tak način
kjer slediš življenju in dosežeš po poti integracijo svoje disociacije, kjer se mentalni svet podredi srčni inteligenci, lahko končno s tem mentalnim svetom zdaj strukturiramo harmonično družbo, postavimo sistem. Zato, ker ta duhovnost, ki se zdaj predstavljajo, naprimer te liberalni ljudje, ali nema več z liberalnimi, ampak v tej duhovnosti je ful ljudi, ki bi cel cajt neki se samo zibali, ko eni hipiji, ampak nobene strukture, nobene avtoritete ni. Tako ne pridemo nikamor. In sploh utelešeni niso te ljudje. Duhovnost je samo en trend. Na drugi strani imamo pa konzervativne ljudi, gremo reči, da te duhovni ljudje so liberalni, na drugi strani imamo pa konzervativne ljudi, ki bi pa nas držali v nekem enoumju, pizda. Ja, nobene izkušnje, nobenega raziskovanja življenja ni. Cel cajt nek strah. In strah je v bistvu na obeh straneh. Neutelešenje je na obeh straneh. Konzervativni ljudje nas držijo nazaj, liberalni pa nobene zaščite ne nudijo. In zato pravim, rabimo ta raziskovalni duh, zato da sebe odkrijemo in spoznamo v celoti. Ampak v celoti, do dna, kjer se nehamo ukvarjati z nekimi praksami, ampak začnemo živeti življenje, sprejemati življenje in na ta način končno pač dosežemo cel spekter človeka, kjer je človek naravno bitje, končno, to, o čemer konzervativni trdijo, ampak ne posedujejo, in ker si cel spekter človeka lahko torej nudiš zaščito neke individualnosti in torej neko previdnost v tem svetu, neko avtoriteto, neko strukturo, nek sistem, ker pač lahko nudimo tudi zaščito drug drugemu, ne da je vse na hojladri. Torej spet, konzervativni ljudje nekako slutijo, da je to naravno, ampak tega ne posedujejo zares. Že zmeri zaradi svoje disociacije vlečejo neko limitiranost. Liberalni ljudje pa ne pridejo do dna, se ukvarjajo s tisočimi stvarmi, ne pridejo nikoli do dna in zaradi tega ni nobene zaščite na tem nivoju. Ni zaščite tega. Mi ne moremo priti v boljši svet, če bomo poslušali še zmeri mentalne ljudi. To hočem povedati. Dokler bomo poslušali mentalne ljudi, in to so skoraj vsi te naši ljudje, ne pridemo nikamor. Mi moramo začeti dobesedno slediti srcu, pizdarija. Koliko se to lahko osladno čuje, je to naša največja moč. Edini kompas ven iz te poplave informacij. Edini kompas, poslušaj to, no, edini kompas iz te želje po temu, da bi bili zavedni, svobodni ljudje, edini kompas iz te megle, edini kompas, ki nam bo to prinesel to, je, da nehamo živeti po mentalnem svetu, ki nam je prinesel disociativno družbo in končno začnemo živeti to, kar si življenje v nas želi. Torej, šele ko začnemo živeti to, kar si življenje v nas želi in to živimo, sem že povedal 1000-krat, se bomo očistili naše disociacije, postali celi in končno skozi prizemljeno izkušnjo, torej se prizemljili, ratali realni ljudje in dojeli, kaj je bistvo življenja. In na tak način lahko potem strukturiramo svet za vse ostale. Ker to je svet, kjer se spodbuja življenje, to, kar naprimer gremo reči, da liberalni ljudje nekako prinašajo. Ker feminizem, tisti prvi val, tisti cilj prvotnega feminizma je bil ravno to, spodbujanje življenja, zato ker je bilo zatirano. In potem na drugi strani, torej istočasno spodbujanje življenja prinese tak način bivanja, ki ga jaz tukaj prodajam, in istočasno kaj prinese, ker si cel spekter, istočasno zaščito tega. Torej spodbujanje življenja in zaščita življenja. To je cilj lifea. Takšen svet si želimo. Ali ne? Jaz si želim tak svet. Naprimer, jaz ne razumem, ne gre mi v glavo,
imamo naprimer politike, zdravnike, ljudi, influencerje v tej družbi, ki imajo otroke in ne kličejo k temu, kar govorim tukaj. To pomeni, da nočejo dobro svojim otrokom, čeprav jih imajo. Potem zakaj jih imajo? Zato, da ne bi bili sami, ali kaj? Ali pa kar mu je prišlo in se je zgodilo. Pač, če imaš rad svoje otroke, če imaš rad svojo družino, če si res pristno želiš, da bi tvoji zanamci imeli boljši svet, kot ga imaš ti, potem je treba iti v to smer. Dokazal sem, čez cel video sem dokazal, da dokler ne bomo začeli slediti svojemu srcu, življenju v sebi, ne bomo sprocesirali svoje disociacije in se ne bomo začeli vredno obnašati, ne bomo ratali zavedni in svobodni ljudje. Zato, ker ti zaveden in torej osvobojen človek rataš samo skozi izkustvo, ki prinaša trajnostno spremembo. Torej izkušnja, ki potrjuje in dokazuje istočasno, ne kar ena izkušnja, ki eni ljudje govorijo, ja, imam 1000 izkušenj. 1000 izkušenj nič ne pomeni. Če ta izkušnja, torej ne razberemo iz nje lekcije in ne dokazuje, da prinaša trajnostne rezultate, razrešitev vzroka in spremembo, ki se ohranja iz spontanosti. Če tega ne prinese, ni vredna. In če to prinese, je vredna in ratamo bolj zavedni, ne? Drugače ne gre. Drugače ne gre. In te stvari prodajam že cel life. In nikoli noben ne posluša. Joga nam ne bo rešila sveta. Vojska nam ne bo rešila sveta. Več pušk, več politike, več pravnikov, več sodnikov in ne vem kaj, več zdravnikov, več učiteljev nam ne bo rešilo sveta. Mi moramo vsi začeti živeti to, kar smo dobili, ta naš dar, naše življenje je dar. Mi moramo začeti živeti dejstvo, da če mi nimamo v izkušnje, ki prinaša trajnostne rezultate, mi zares ne vemo, kaj delamo. Dokler nimamo izkušnje, ki prinaša trajnostne rezultate in živimo potem in to vzamemo kot resnico, mi nismo zavedni ljudje. In torej, česa smo zavedni? Ker mi nimamo takšne družbe. Česa smo potem zavedni? Koliko smo zavedni potem zares? Kaj nam pomagajo vse te filozofije in fakultete in doktorati? Če se še zmeraj ne zedinimo in ne prepoznamo te inteligence, zato, ker je ne živimo, ker torej ne uporabljamo svoje inteligence in svojo življenjsko izkušnjo, skozi katero bi lahko preverili, kaj deluje in kaj ne. Cela fora tvojega lifea, cela fora tega, da imaš life, je, da imaš torej svojo inteligenco, to, kar zdaj jaz tukaj govorim, uporabljam, in da imaš svojo fizično izkušnjo, skozi katero lahko testiraš to svojo inteligenco. In torej, dokler ti nimaš izkušenj, ki prinašajo trajnostne rezultate, prave spremembe, kjer si ti odpravil vzrok, kjer ti spontanosti, iz lahkotnosti življenja, zdaj živiš novega sebe, nov life, boljši jutri, ti zares nisi zaveden. In noben v javnosti ne govori tega. Noben v javnosti ne kliče k temu. Vsi prodajajo neke kurse, vsi prodajajo neke tečaje, neke metode, tehnike, samo za reguliranje stresa. Torej distrakcije, zavajanja, neka prva pomoč, ki ne razrešuje vzroku. In vsi hočejo samo služiti. Vsi hočejo samo služiti. Vsi hočejo samo služiti, vsi samo nekaj hočejo od tebe. Ali denar, ali tvoj fokus. Ali denar, ali tvojo energijo. V vsakem primeru tvojo energijo, ker ti si mogel energijo dati za svoj denar. Torej, cel cajt, ta svet, v katerem živimo, cel cajt, ko en vampir iz vseh strani samo vlečejo tvojo energijo.
ta sistem je tako narejen, da te cel cajt, tako eno baterijo porablja, zato da ostaja pri življenju. Ta sistem, cel ta svet, naša realnost, kako ljudje radi rečejo, ne, Uroš, ti nisi realen, to je naša realnost. Ta fuknjena realnost je takšna, samo zaradi tega, ker svojo energijo dovoljujemo, da nam je odvzeta v takšno realnost. Zato, ker nimamo nobene energetske suverenosti, nimamo. Nobene energetske odgovornosti nimamo. Zato, ker ne prepoznavamo bistva življenja skozi našo izkušnjo. Jaz sem se v glavnem že rodil s temi informacijami, s to modrostjo. Jaz sem prišel na ta svet z namenom, da nas peljem naprej. Samo kaj, ko noben ne posluša? Si mislite, da ste bolj pametni? Jaz imam dokaze na vseh nivojih, da to, kar govorim, je res. Ampak zdaj že vsak uporablja besedo resnico. Eni se še posmehujejo tej besedi. Češ kot da ne obstaja. Resnica obstaja in resnica je ljubezen. Ampak če rečem samo resnica je ljubezen, me noben ne bo razumel, zato moram posneti 2-urni video, da folk razume, kaj sploh govorim. Kako pridemo do te resnice in kaj pomeni jo živeti in ne samo filozofirati in odkrivati toplo vodo. Kaj pomeni biti zaveden Slovenec oziroma zaveden človek? To pomeni biti zaveden človek. Torej, zavedanje je nekaj, kar si prislužiš. Z sprejemanjem življenja. In zdaj sem povedal na dolgo in široko, kako to zgleda. Moja šola bo zmeraj zastonj. Vsaj en steber v tem svetu, na katerega se ljudje lahko zmeraj oprejo in najdejo zatočišče v tem kaosu informacij, dezinformacij, distrakcij, kjer se lahko oprejo, si oddahnejo, se spočijejo, dobijo, jim ni nič odvzeto, počivajo, se napolnijo in potem sledijo temu, kar se tukaj govori. Sem že povedal, imaš svoj life, svojo inteligenco in svojo izkušnjo, da vse to testiraš, ne rabiš mi verjeti. Biti zaveden človek, ne. Biti zaveden pomeni biti svoboden. Kdo je v tem svetu svoboden? Pokažite mi ga. Pokažite mi zavednega človeka, pokažite mi svobodnega človeka, ni ga. Pokažite mi človeka, ki usmerja k svobodi, ne z besedami, ampak s pravim, korak po korak, strukturiranim, izkustvenim, na podlagi dokazov, usmerjenjem. Pokažite mi ga. Vse se nič ne spremeni. Ljudje uporabljajo te besede, ki jih jaz le uporabljam, a mi nikamor ne pridemo. Mi gremo zmeri na slabše.
Ljudje, ki govorijo, da nam nikoli boljše ni bilo in da imamo polne riti vsega in da je zaradi tega človek v kurcu, so nezavedni za popizditi. In to govorijo in politiki, in zdravstvo. Kako nam lahko takšni ljudje pomagajo? Problem je sistem, vse veje sistema, vsi ljudje, ki niso na tem nivoju, kot sem jaz tukaj, zato da bi ljudi lahko vodili v neko višje stanje zavedanja, zavesti, skozi sprejemanje življenjske sile. Zato, ker tega ne živijo, ne posedujejo, ne morejo voditi v to. In torej živimo v sistemu, ki je suženski, ki ti ne dovoljuje časa in prostora, kjer bi se ti lahko o teh stvareh sploh spraševal in po svetu. In istočasno ti znotraj tistega malega časa, ki ga imaš v dnevu, kadar se ne boriš za preživetje, ponujajo distrakcije na stojen način. Če bi mi živeli v sistemu, ki bi res hotel, da mi pridemo nekam, potem bi se po televiziji mogli vrteti takšne informacije. Po internetu bi influencerji mogli govoriti takšne informacije, naši politiki in zdravstvo bi mogli govoriti takšne informacije. Povejte mi, če je bil tukaj kakšen negativizem ali kakšna dezinformacija, je bila kakšna laž tukaj ali kaj? Je bilo kakšno metanje polem pod noge? Ali klicanje k skupnosti na podlagi dokazov? Kdo to dela v javnosti? In brez da zahteva cash za to, neko energijo od vas cel cajt. Kdo to dela? V glavnem kriv je ta sistem, krivi so ljudje, ki nam onemogočajo, da bi pač tisti, ki bi radi raziskovali live, tega ne morejo narediti, torej, ker jih cel cajt bombardirajo s preživetjem in z distrakcijami. V tem svetu je polno distrakcij. Preživetja in že v sami osnovi, torej ranjen človek rani drugega človeka, elita, ki nas posredno skozi naše najbližje rani, nam ustvari disociacijo, zaradi katere ratamo zelo slepi, nezavedni ljudje. In ti mi zdaj povej skozi to izkušnjo, kjer se gre za preživetje, distrakcije in ranjenost, kje boš ti lahko kadarkoli dosegel neko stanje zavedanja, imel čas, sploh priložnost, dela na tem. Če je vse tako narejeno, da se pač to ne dovoljuje in ne omogoča, naš sistem tega ne omogoča. Naše šolstvo tega ne omogoča. Ti moraš v šoli se piflati, si zbombardiran s tisočimi predmeti, nekimi testi in piflanjem, šolami, ranjen si vmes, zgubljen, sploh ne veš, kaj hočeš, misliš, da veš, kaj hočeš, živiš v slepoti, v iluzijah in zares nič ne doprinašaš. Ampak če pa prinašaš finančno ali pa če delaš za neko stran tega sistema, zgleda pa kot da ful doprinašaš. In torej, če nisi tak, si nevreden. Kakšna je to družba? Kjer samo, če si nek parih teh poklicev, ki prinašajo neke finance ali neki odvetniki in take stvari, zdravnik, samo če si neki teh par poklicev, ki prinašajo v ta trenutni sistem cash, če si to, si vreden, če ne si pa lenuh. Če delaš take stvari, ki jaz zdaj govorim, si lenuh.
To je svobodna država, ali kaj? To je svobodna država. To je samostojna država. To je suverena država. Prej smo bili pod jugo, zdaj smo pod EU. In še tukaj zadaj, sploh ni juga in EU, ampak zmeraj eni strici iz ozadja. Kakšen neki socializem in komunizem in ljudje bubajo te neka dejstva, jaz nimam pojma o teh političnih izrazih, ampak vidim efekt. Diktatura, cel cajt. Cel cajt je diktatura, nema veze, kakšne besede si boste izmislili politiki, nema veze socializem, komunizem, juga, Evropa, suvereni dan samostojnosti, nema veze, kakšno zgodbico boste v Spavanko prodajali, cel cajt je diktatura. Nič se ne spremenja, na slabše gre. Cel cajt je diktatura in slepota in to z namenom. Z namenom je diktatura, zato da ljudje ne bi prišli do svoje moči. Če misliš, da si svoboden in da je ta država svobodna, suverena, samostojna, probaj ratati takšen, svoboden, samostojen in suveren, probaj ratati takšen in tako funkcionirati in boš videl, da se ti bojo vrata začela zapirati, ker sistem tega ni pripravljen na to, ne spodbuja tega. Za res samostojni, suvereni in svobodni ljudje, tako kot se mi radi rečemo, takšen človek ima v tem svetu same probleme. Zato, ker je on edini normalen v tej fuknjeni družbi. Oni sužni si radi govorijo, da so takšni, ampak tisti, ki so pa res takšni, stopijo na žul vsakemu v tem sistemu in se jih zmeri zatre in poreže. Probaj biti zares takšen v polnem pomenu besede, ne eno kolesje v tem sistemu suženskem. Probaj biti zares takšen, ker res slediš svojemu srcu, ne v strašnosti. Pa da vidimo, če boš še govoril, da je sistem takšen. Bodi res neustrašen na vseh nivojih življenja. Pa da vidimo, če boš še govoril, da živimo v takšni družbi. Ker če rataš takšen, se ti začnejo zapirati vrata pred nos. Zato, ker živimo v šibki družbi in šibki ljudje, kamorkoli stopiš, mu stopiš na žulj. Kaj pomeni biti zaveden Slovenc? Kaj pomeni biti zaveden človek? To pomeni biti zaveden človek. Počekiraj si moje videe, stopi v kontakt z mano. Če te zanima postati pravi naravni voditelj, ki nas bo vlekel iz te megle. To je to. Nič. Jaz grem zdaj špežo narediti, vi pa malo razmislite. Je bilo tle kaj pametnega? Ali je to samo še ena stvar, ki boste pogledali, pozabili in šli naprej skorlati druge stvari? Ali je cajt, da sprejmemo odgovornost? Je cajt, da sprejmemo odgovornost in se spodbujamo medsebojno k sledenju življenja, srca. In da končamo s tem mentalnim svetom, da se končno podredi kot orodje srčni inteligenci. Torej, mi smo življenje samo, mi smo življenjska sila, jaz in ti smo življenjska sila. Najprej jo moramo začeti skozi srce sprejemati, ljubiti sebe.
Če hočemo pač živeti tak svet. Če hočemo se zares prepoznati, kdo smo, se spoznati, dokončno. Ratati suvereni, samostojni, svobodni. Mi smo daleč od tega kot družba. Niti blizu teh besed nismo. Čim slišiš v družbi ljudi omenjati teh besed, takoj lahko veš, da so nezavedni. In da nas nikamor ne pripeljajo. Nikamor nas ne morejo pripeljati. Torej, samo skozi sprejemanje življenja samega, to si ti sam, življenjske sile, se ti lahko odpre srce, ki rata tisti glavni kompas v svojem lifeu. In se torej mentalni svet končno je lahko influenciran, podrejen, potem tebi. Končno prepoznaš, kdo si, kje stoji tvoje mesto. In da mentalni svet uporabiš kot orodje. To je to. Ni druge opcije. To je razsvetljenje. In razsvetljenje ni za vsakogar, za redke ljudi je. Na neki točki bomo vsi. Ma do takrat je treba vzpostaviti sistem, ki nam bo omogočal pot do tega in standarde po tem. Torej standarde po nekem naravnem človeku. In da pač dojameš te stvari, da so ti blizu, moraš pač sam imeti nek nivo integracije. V prihodnosti bom naredil tečaje. Tudi v živo, na nivoju utelešenja. Zaenkrat jih delim tudi z vami tle preko interneta, zastojn. Poglejte si moj video, naprimer, integracija jeze, naprimer, kako zgleda to v življenju, na licu mesta. Torej, samo na način, res, sem ponavljal do smrti. Dokler se pač ne ljubiš do daske, do konca, dokler se ne ljubiš do konca, ljubljenje ne pomeni iti v spa in vstajati brez budilke in ne vem kaj, in se gledati v gledalo in se mazati s kremo. Ljubiti do konca pomeni se soočiti z življenjsko silo vsak trenutek, kadar je najmočnejša v tebi. Torej slediti samo še svoji intuiciji. Namesto živeti po glavi, po srcu. In srce te ne bo držalo v coni udobja, zato ker life hoče life. Life hoče izkušnjo, life hoče se razodeti. Hoče živeti, se hoče izraziti, hoče povedati, hoče čutiti. Life je energija, ki steče skozi tebe. To si ti. In torej, samo na tak način se lahko osvobodimo in ratamo svobodni, oziroma zavedni. To je to, noben mi ne more nič tle reči. Jaz si želim, da bi mi, probajte, no, jaz si želim. Povejte mi, če je kaj drugega, če mogoče kaj ne vidim. Jaz si želim, da naredimo družbo strukturo, ki nas bo pripeljala do harmonične družbe. Da v tej družbi ne veljajo samo par poklicev, ki prinašajo denar v ta sistem, ampak da je vreden in doprinos vsak na svoj način, s svojimi darovi, iz svojega naravnega, opolnomočenega, suverenega celega stanja, s svojimi darovi, svojo specialnostjo in da smo enako vredni in da je za vse poskrbljeno. Da keš ne pripada samo nekaterim, ampak vsem ljudem.
Tako lahko pridemo samo z integracijo do tega. Ker samo skozi integracijo se lahko odrešimo pohlepnosti, ker pohlepnost je manjka v tebi. Samo z integracijo. Pohlepnost je dokaz manjke v tebi. In torej to manjko je ta tista disociacija, ki je ne živiš. Samo torej skozi integracijo disociacije lahko nehaš biti pohlepen denarja. In istočasno se s tem energetsko tehnica razbremeni, ker torej zaradi tega več denar ni centraliziran v tiste pohlepne ljudi, ampak je lahko razpršen, zato ker jaz imam dovolj, ne rabim vsega tega, da je tam še kam drugam, imajo lahko tudi drugi potem dostop do keša, da se neha životarjenje. In da se nagradi vrednost, izvirnost, avtentičnost, inteligentnost. Ne pa to, da prinašaš keš. Kakšen svet je to? Kaj res hočemo tak svet? Ker si vreden samo, če prinašaš keš, ali neko produktivnost, ali neko delo, kot da si robot. Namesto, da bi se neka umetnost in izvirnost. Nekaj, kar umetna inteligenca ne more. Vse, kar je del mentalnega sveta, lahko umetna inteligenca naredi. Vse, kar je del telesnega sveta, inteligenca ne more umetna. Gremo se usmerjati v to, torej v življenje samo, ne? Življenje nas ne sili, da si pri miru in razmišljaš. Življenje sili po temu, da bi se izrazilo skozi telo. In torej šele, ko si sposoben temu konstantno slediti in se soočati s svojimi strahovi, bomo pač prišli do take družbe, ne? Torej odgovornosti na vsakemu posamezniku. Delajte v to smer, oziroma predajte se. Ne gre se za delo, ker ti tega ne kontroliraš. Kdaj se bo pojavila direktiva v neko določeno smer. To je Bog kreira, življenje. Ti lahko samo temu slediš, ali pa si v distrakciji od tega. Torej ne moreš niti delati na temu. Samo bodi zaveden tega sporočila in ko se to konstantno pojavlja v tvojem življenju, začni slediti. Vse se ti že zdaj ti pojavlja. Cel cajt se pojavlja. Življenje cel cajt kliče po sprejemanju in mi se vdajamo v distrakcije. Ali pa smo zmatrani in nimamo več energije, ker živimo v takem sistemu. In jaz razumem, da je težko. Zato, ker živimo v suženstvu. Razumem, da je težko. Zato sem pa rekel, da se med sebojno spodbujemo v temu. Samo prepoznajte, da je to bistvo. K ničemur drugemu ne kličite. In v glavnem, če želite delo na sebi, me kontaktirajte. Čeprav v teh videih povem vse. Kaj pomeni biti zaveden Slovenec? Kaj pomeni biti zaveden človek? To je to. Ala, se vidimo v naslednjem videu. Čau.